Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V Mojstrani so ta konec tedna imeli tako imenovan zimski dan. Turistični delavci, gostinci in člani turističnega društva Dovje Mojstrana v sodelovanju s Turizmom Kranjska Gora so se potrudili in pripravili zanimive aktivnosti, prireditve za mlado in staro. V Slovenskem planinskem muzeju je bil v petek muzejski večer z naslovom Izzivi gradnje v gorah od prvih bivakov do sodobnih gorskih koč. Predaval je Luka Džibelo. Alpinistični odsek Planinskega društva Jesenice pa je predstavil Bivak 2. Torej v Slovenskem planinskem muzeju smo v okviru muzejskih večerov pripravili predavanje Luka Džibela, arhitekta, o gradnji bivakov v gorah. Predstavil je celotno gradnjo objektov v gorah, kaj pomeni zanje in seveda ohranjanje kulturne dediščine, ki jo imamo. Morda je zanimivo to, da so prav bivaki in koče v hribe pritegnile vedno več obiskovalcev, ker so pač bile možnosti obiskovanja gora na tak način širše omogočene. Zgradbe so bile zgrajene iz različnih razlogov, na katere so v bistvu poudarjale razgled, druge so bile zgrajene na primer zaradi vojaških razlogov. Then the functions are changed. Ja, podobno bi lahko rekli, če smo v začetku januarja, prvi petek v januarju pripravili predavanje o nagrajenih arhitekturnih rešitvah, prav tako fundacije, ki je razpisala razpis za arhitekturni natečaj bivakov. Tako nekako nadaljujemo s predstavitvijo, torej gradnje objektov v gorah in tako zaključujemo tale zadnji petek v januarju ponovno z enako temo, ki smo jo začeli. Seveda vas pa vabim, da se nam pridružite tako rekoč vsak petek v Slovenskem planinskem muzeju, kjer za vas pripravljamo zanimiva predavanja in predstavitve. Vabljeni. Pestro je bilo tudi na mojstranskem smučišču in pod njim, saj se je smučalo in drsalo podnevi in tudi zvečer. Več o dogajanju pa predsednik turističnega društva Dovje Mojstrana Matjaž Podlipnik. Za nami je prvi zimski dan, prvi skupek prireditev. Ves konec tedna je bilo pestro, vse skupaj se je začel v petek zvečer, najprej s predavanjem o bivakih v našem Slovenskem planinskem muzeju. Istočasno so tudi že potekali ogledi ledenega kraljestva v Mlačci in pa potem smo nadaljevali zvečer s formacijo smučarskih učiteljev in pa s čisto pravo baklado. Sobotni dan je prinesel pohod v Peričnik, potem pa seveda tudi animacije na snegu in na ledu. Imeli smo drsanje z animatorkami, tako da so se otroci izjemno dobro zabavali. V večernih urah pa še zabavo z glasbeno skupino Live tule na žičnici. Potem pa seveda nedeljski del programa, ki je bil prav tako zelo zanimiv in pa zelo pester. Tudi ta dan je bila na vrsti smučarija. Smučali smo z Alenko Dovžan, pridružila pa se nam je tudi 5-kratna zmagovalka v svetovnem pokalu Urška Hrovat. Smučarska družinska tekma z Alenko Dovžan pa je torej poskrbela za zanimivo nedeljo. Alenka in člani njene družine so se zapeljali po progi v Mojstrani, nato pa so se prijavljene družine merile z njimi in se čim bolj poskušale približati njihovemu času. Ja, moram reči, da tekma je super. Vemo, da to je prioriteta, da se imajo družine super, da se zabavamo. Tukaj ni najbolj pomemben čas, važen je, da se imamo super. Poseben čar se je tudi vrniti na progo, kjer je Alenka naredila prve smučarske zavoje. Zelo z veseljem moram reči, da smučamo v Mojstrani, še posebej zaradi otrok, ker je sigurno mojstransko smučišče enih najboljših smučišč za otroke, za družine. Tudi jaz sem prve korake naredila tukaj. Vemo, da tudi Jure Košir se je tukaj naučil smučati. Rada bi povedala, da v bistvu je teh smučišč takšen, kakršen je v Mojstrani premalo, da tako kot imajo nogometaši, košarkaši, bom rekla, igrišče pred bloki, je to za alpske, bom rekla, kraje, tako kot je Mojstrana, to igrišče za otroke. Tako da tudi moji otroci so neizmerno radi tukaj, tako da veliko časa preživim na mojstranskem smučišču. Organizatorji so z odzivom zadovoljni, zato tudi v prihodnje ne bodo počivali.
Alpski smučarski klub Kranjska Gora pa je včeraj organiziral prvi letošnji mini pokal Vitranc, ki je namenjen kaljenju mladih smučarskih upov in je vedno zelo dobro obiskan, saj je odlično pripravljen. Letos smo že tretjič zapored organizirali mini pokal Vitranc v sklopu organizacijskega komiteja pokala Vitranc. Udeležba je bila kot vsa leta do zdaj odlična, kljub temu, da je bila podobno tekmovanje organizirano tudi v Mariboru. Smo imeli preko 300 otrok mlajših od 12 let in upam, da se bo ta trend nadaljeval in da bo udeležba na drugi tekmi, ki bo 14. februarja še večja. Letos je bila proga, glede na razmere, glede na lepo vreme, glede na dosti snega, odlična. Mogoče za nekatere najboljše tekmovalce še prelahka, tako da bomo razmislili, če bi naredili štart za najboljše malo višji. Drugače pa mislim, da so vsi otroci uživali, tudi starši z njimi, imeli so ogromno navijačev, tako da je bil krasen dogodek. Nastopila je cela alpska šola z našega kluba, poleg tega tudi nekaj mlajših cicibanov, tako da je bilo prek 60 tekmovalcev iz našega kluba. Dosegli smo dvojne stopničke, precej dobrih mest in smo lahko zadovoljni s temi rezultati. V svojih kategorijah so zmagali Jaka Škarjanc, Liza Vraničar, Joža Šmit, Tija Radl, Istok Tkalec, Aja Radl, Matej Osolnik in Ajda Šparovec. Naslednji mini pokal Vitranc bo 19. februarja. Zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev za prihajajoče dni. Slikarska šola Brine Torkar znova odpira svoja vrata. V torek ob 17. bodo v Kolprnu na Jesenicah odprli razstavo del njenih učencev. V sredo ob 16. bo v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori delavnica peka kruha v krušni peči in izdelovanje masla v pinji. Etnološka delavnica Rateška noša in pogovor z doktorjem Bojanom Knificem bosta v Kajženkovi hiši v Ratečah v petek ob 17. Letošnjega 15. januarja je Tone Škarja praznoval 80-letnico. V poklon temu in vsemu delu, ki ga je Tone Škarja opravil na alpinističnem področju, je Slovenski planinski muzej v Mojstrani pripravil razstavo njegovih fotografij in projekcijo dokumentarnega filma Tone, javi se, režiserja Boštjana Slatenška. Odprtje bo v petek 3. februarja ob 18. Razstava bo na ogled do 21. maja. V petek ob 20. bo v Mladinskem centru na Jesenicah potopisno predavanje o Novi Zelandiji. Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi na zimski pohod na Svete Višarje. Odhod bo v soboto ob 7:30 izpred penziona Špiku, Gozdu Martuljku. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo od petka do nedelje v Kranjski Gori organizirala mednarodno zimsko poslovno srečanje, ki bo največje tovrstno srečanje v regiji Alpe-Adria. Dogodek bo nadgradil že tradicionalne zimske športne igre obrtnikov in podjetnikov. Udeležili pa se ga bodo obrtniki in podjetniki iz Slovenije in tudi sosednjih držav. Toliko smo vam, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Želim vam prijetne in predvsem zdrave dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!